Nocoj kaj dogaja, pa gostim vsestransko umetnico, glasbenico, režiserko. Na največjem festivalu kratkih filmov na svetu je za svoj kratki film Sestre prejela Grand Prix v mednarodni sekciji festivala. Dame in gospodje, Katarina Rešek, Kukla, dober večer. Dober večer, hvala za vabilo. Smo zelo veseli, da si prišla. Praviš, da si človek, ki ne da veliko na nagrade, ne? Ampak vseeno nas pa zanima, kaj ena taka nagrada prinese seboj. Meni je bila v bistvu ful bistvena obrazložitev žirije, ko so mi pač povedali, da je v bistvu imel film na njih ful velik en, tako recimo, da je čustveni vpliv, no, da je tako prišel in to do njih. In to se mi zdi ful največja nagrada zares. Tako veselim se itak še, ker bom pač še več teh osebnih odzivov doživela od ljudi, ampak ta nagrada pa predvsem pomeni pač seveda neko priznanje, odpira nam pa tudi veliko vrat za naš celovečerni film Fantasy, za katerega študija so v bistvu bile sestre. Je nagrada prinesla tudi kaj denarja za ta celovečerni film? Jaz mislim, da ja. V katero kamero lahko gledam, da rečem, da namignem na razpisom. Ne, je definitivno. Dejansko je že neki interesa tudi za ta celovečerni film in mislim, da se dejansko odpirajo vrata. Me zelo veseli. Kdaj ga bomo lahko videli? Katerega? Ta film. A Sestre? Ne, nov film, ki ga pripravljaš. Ja, nov film bomo lahko videli v bližnji prihodnosti. Jaz mislim tako, če sem optimistična, v roku 2 let bi bilo kar idealno. Super, se veselimo in komaj čakamo. Moramo imeti tako jasne cilje v življenju, Ana. Ja, to pa. Peva še malo na tvojo glasbeno ustvarjanje. Na YouTubeu sem si ogledal stvar Jožeta Robežnika, bila si gostja pri njemu, in sem videl, da je ta tvoj prvi album, Katarina, videti v zelo, bom rekel, drugačni obliki od običajnih albumov. Kako je prišlo do tega? V bistvu sploh nisem nikoli hodila narediti albuma. Jaz sem hodila imeti svoj YouTube, ki bi bil brez števila ogledov, brez komentarjev, da se res, brez lajkov, brez dislajkov, da se res lahko gledalec posveti in da se mora gledalec sam odločiti, če mu to nekaj naredi ali ne. Ampak nažalost še nisem milijonarka, tako še nisem mogla narediti svojega YouTubea. Hodila sem pa v bistvu narediti tako pesem plus spot, ne? Da vedno pride pač pesem z nekim videospotom, ker sem tudi pač filmska ustvarjalka in vidim glasbo. Ampak potem so mi vsi, ta peer pressure, se pravi ta vpliv, ta pritisk iz zunanjosti je bil pač premočen in sem nekako rekla, ker bom naredila zdaj to neko celoto, bom zapakirala neko zgodbo. In po nekem naključju imamo danes tukaj. Pač to je v bistvu oblika mojega albuma, se pravi, to je USB ključek, to je podoba mene. In v bistvu tako kuklo daš noter, da slišiš Katarino. Ker kukla je v bistvu tudi lutka, a ne? Tako da, evo, lutkica. Da best. Zelo zanimivo tole zgleda. Lahko jih naročite, ampak imejte potrpljenja, ker jaz to vse sama lepim. Se pravi, ljudje ne malo počakajo, ne vsi naenkrat, ne? Ja. Ja. Ali pa tudi, ko boste naročili, ne biti nestrpni. Neučakani. Neučakani. Lepo, da si vzameš čas, ko je treba tudi včasih moram si. One woman show. Pripravljaš pa že drugi album, če se ne motim. Kdaj ga bomo slišali? Drugi album pa... Jaz sem itak skozi neko tako malo eksistencialno krizo, kar se tiče glasbe, ampak in hočem skozi nehati v bistvu delati glasbo, ampak je ne morem. Tako da v bistvu kmalu prihaja ta drugi album. Ne bom zdaj rekla točno kdaj, ker vedno, kar rečem, da pride takrat, pa ali ne pride. Mislila sem ga v bistvu narediti kot soundtrack, ker zdaj delam tudi pač glasbo za svoj film in v bistvu kot soundtrack filma Fantasy, ampak mislim, da bo to tretji album, da vmes bo pa pač ta album, ki prihaja zdaj naslednji. Zdaj sem ful konfuzna, se bo imenoval Vlaška magija. Ampak čakaj, rekla si, da želiš nehati se ukvarjati z glasbo, sem to narobe slišal. Zakaj? Ne, taka sem. Kaka sem, taka sem. Kaj, ko je nekaj zelo dober, se potem kaj naveličaš in pustiš in greš naprej? Ne, sam pač zelo sem kritična do sebe. Ja. A ti nikoli nočeš nehati tega? Ne, načeloma jaz se delam, ko nekaj pač teče, ne? Zakaj bi ustavljal? Koliko dober mindset. To bom pa implementirala v svoj obstoj. Če pa združva zdaj glasbo pa film, ne? Režirala si videospot za skladbo Dodži, Dina Merlina in pa Senidah. Kako je bilo delati z njima? Super. Ful dober. Jaz sem Senido itak že predelala. Z Dinom sem tudi začela v bistvu eno zgodbo, neodvisno najprej od tega spota, ker sem naredila najprej en drug spot zanj.
ki se imenuje Mi. Potem smo naredili to skupno zgodbo, potem sem še režirala nek njegov koncert, pripravljamo še nek sodelovanj. Tako da v bistvu to je bila ena tako zelo zahtevna, tudi pač to bil zelo velik filmski set. Pač ja, izkušnja, ki me je nekako celo vzela, oziroma sem se cela dala v njo. In v bistvu je bilo super delati, zelo navdihujoče, pa tudi zelo zahtevno. Sta pustila velik vtis. Ja, in velik vtis je pustila tudi moja babi v spotu Dodži, na primer. To je recimo ena zanimivost, ki jo rada povem, da pač tako, ker tam je ena scena, kjer so eni, pač okoli se ni da eni klobuki in gor so ene čipke in to v bistvu je moja babi, kako se že reče, heklala? Ne. Kliklala. Kleklala. Kliklala. Tkala. Tkala. Kleklala, ok. Čipke za poroko mojega brata, moje sestre in mene. Ne naša skupna, ampak vsakega posebej. In to se nažalost še ni zgodilo, ampak se ta poroka se je zgodila v tem spotu. No, ampak ko pa se bo, če se bo, bo pa seveda imela ta čipka, bom rekel, še večjo težo. Ja, bo pa tako, ta čipka je bila v spotu Dina Merlina. Wow, insanita. Kukla, hvala lepa za obisk v studiu. Jaz ti želim še veliko ustvarjalne energije in pa sreče pri tvojemu delu. Hvala lepa. Hvala. In enako, naj teče še naprej. Vemo, kaj moramo narediti. In je. Vidite, a je bilo tako težko.